The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ja, pozdravljeni nazaj v še enem kolesarskem čveku. Ta teden sem spet sam. Maraton Franja je pred vrati, začel se Criterium do Dauphiné. Tako da ja, o tem se bomo pogovarjali, predvsem o novostih, ki jih vidimo na Dauphinéju, parih novih kolesih. Predstavljeni so bili tudi eni novi zanimivi obroči, tako da nič, gremo kar direkt. Evo. Ta prva stvar, gremo kar Criterium Dauphiné, dirko vsi spremljate, včeraj je bil kronometer, tako da ja, bo kar zabavno zgleda zdajle do konca, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Jaz bi šel pa predvsem najprej grem na nove obroče, ki jih je predstavil Fulcrum. Zdajle sem glih pozabil, kako se jim reče, ampak rečemo, da bomo dali slikco še na ekran. Skratka, so valovite oblike, tako da zgleda, da je kar neki firm, ki gre v ta trend. Najprej začel je Zip, pol so prišli Princeton, zdaj imate že polhane enih znamk, zdaj od teh večjih mislim, da je Fulcrum nasleden, ki je prišel noter. Teža mislim, da jo deklarirajo 1440 gramov, cena okrog 2450 evrov. Bomo videli, kdaj pridejo, kdaj se jih bo dalo kupiti, ampak ja, zgledajo definitivno zanimiv. Jaz za to, ko so 47-42 visoki, bi rajš videl malenkost nižjo težo, tam pod 1300 gramov, ali pa 1350, rečemo, da je enih 100 gramov nižji. Tako da ja, to je to, Tubeless Ready, ne vem, kaj več podatkov niti nisem zasledil, imajo USB ležaje, mislim, da se prav nimajo kult. Tako da je še možnosti za izboljšave pri teh obročih. Mogoče Campagnolo da naslednji let kaj podobnega ven, bomo videli. Ja, zdaj pa par stvari, ki se jih je že pričakovali, ki smo malo govorili. 3 novi bajki. Ta prvi, vsaj v Sloveniji jih je zelo velik, je Canyon mogoče. Kar so predvsem naredili, so stanjšali določene cevi. Stanjšali, mislim, da na ven zgledajo tanjše. Ja, kaj več pa bo itak v kratkem znano. Naslednjo kolo je od Treka, ki je mešanca med Madonom pa Emondom, tako da bomo videli, bo kjerga od teh nadomestil, ali bo v bistvu to čist nek nov bike in bo v bistvu tako kot pri Pinarello tu pa še pri Kermu, da bo eno kolo, ki je, se pravi, in aero in za klance dober, tako da ja, bomo videli. Zgleda ok, mislim, meni je všeč, že nekaj posebenega. Pri temu aero mi ni bil všeč, ker je bil ful težek, vsaj za današnje standarde se mi je to zdelo, če ga profi so ga vozili okrog 8 kg. Ja, to je kar mal huda za novodoben race bike. Ampak drugače pa ja, zgleda zanimiv. Pol je pa še ta zadnji, se pravi Pinarello Dogma F. Kle pa, ne vem, meni je te barve od Ineosa po moje najgrši možen color scheme, kar sem jih videl, ampak ok, vsake oči ima svojega malarja. Zdaj za Pinarello sem mogoče največ vem od znamk, tako da tukaj jaz pričakujem, glede na to, da so imeli 28 mm max širine gume, jaz pričakujem, da bojo šli vsaj na 30, če ne na 32, glede na to, da kar dost, ja, tudi ekipe zdaj že vozijo 32. Tako da to, rečemo, ta novi obroči, te od Fulcruma, naj bi imeli notranjo širino 25 mm, če sem to prav prebral, je to, pač to so res zelo široki in tja gor, tudi če boste dali
ne vem, 34 gumo, pa bo še zmer lepo balonasta, ne, kar rečemo na C19, če date 700x28 gor v primerjavi 700x26, praktično ni nobene razlike, če bi šublar dal gor, ja, skoraj da ne ista širina prije. No, skratka, nazaj na Pinarello, jaz upam, da bojo šli na širšo, da bojo imeli možnost širše gume v okvir, pol občutno se vidi, da so krmilo, se pravi stanjšali, zožali, kakorkoli, zgleda dosti manj materijala, bomo videli, kaj to pomeni, a to pomeni večja togost, manjša togost, načeloma, glede na to, da so ožje linije, ne vem, bomo videli, ampak ja, definitivno zgleda malo bolj rejs, kakor pa prej, tako da me zanima, kakšen je občutek gor, ker prejšnji talon je za moje pojme najboljš balanca, kar je bilo, tudi tako za prijet predvsem, no, mislim. Potem naj bi stanjšali tudi zadnji del, tam kjer je seat post, sprednja vilca ne bi bila kar orang, v povezavi z head tubom, se pravi tukaj, kjer je krmilni ležaj noter, je vse kar dost zreduciran, tako da predvsem so razlike, ko bi rekel, minorne, ki se na koncu najbrž bojo poznale pri okvirju. Zdaj, a je zato treba čakati ta novo dogmo v primerjavi s ta staro, to se boste vi odločili, na videz, ne vem, če se dobi zdajle 2024 dogma v redu, bi jaz po moje se kar skoraj rajš, da ne za to odločil, kakor pa za ta novo, ampak do zdaj je bilo še vsak let tako, da ko je prišlo kaj novega ven, najprej smo bili kdaj tako, pa sej ne, se brez ize, pa ko se navada še enkrat, ja, je pa takoj dosti boljš. Tako da, ja, tukaj so te mogli sami odločiti. Da se dotaknem malo maratona Franje. Trenutno imamo akcijo na naši spletni strani, za čelade pa očala je 20% popust, tako da tisti, ki vas zanima, pridite sem na Ziherlovo 10, lahko tudi komod probate, kupite tukaj ali pa pač prek spleta naročite in ja, čelada je zdajle, jaz sem glih prišel dober iz 3-dnevnega dopusta na morju, ful zračna, tudi v teh vročih dneh, ki so na obali, se že dogajajo, tako da je super, tako da nič, pridite, probite, pa boste videli, a vam ustreza, a ne. Očala imajo polarizacijska stekla, in casual in športna, pa po večini kar dober pašejo na glavo in grejo vsak kit, ki ga imate v omari. Tako da zdaj pa na Franjo. Petra, kakor že veste, se kar orang pripravlja letos in sem rekel, da greva pač skup odpeljati. Jaz se ne pripravljam prav neki ekstra, ne vem, če imam jurje kilometrov narejenih letos, tako da ja, nam rekel, da se super pelem, ampak se že veselim, v bistvu, ko mi čakam, da greva. Tako da upam, da bo čim bolj varno šlo vse skupaj čez, pa da bo čim bolj mirno odpeljala. Za vse, ki boste tam, vam želim v bistvu isto, da boste srečno prispeli do cilja, brez kakšnih nepotrebnih padcev oziroma, ja, ko bi rekel, da te opreme razbili. Tako da je to, ne vem, vam je kaj letos od maratona Franje, ste pričakovali kaj, jaz niti ne vem, kaj se dobi zraven v unih škatlah za številke. Tisti, ki ste že pobrali, lahko malo pokomentirate, a si želite kaj drugače, kaj boljš kakšen let. Tako da ja, v bistvu, kar se tiče Franje, se vidimo na štartu oziroma se vidimo na cilju. Kar se tiče pa naše akcije, bo pa potekala še cel naslednji teden, tako da imate še en teden časa, da si kaj nabavite. Tako da evo, to je bil samo en hiter kolesarski čvek, srečno vsem udeležencem Franje še enkrat, pa nič, se vidimo v kratkem, čau.